vseh, ki so prišli. Se nam zdi, da imate nekaj povezave s sveto Terezijo Veliko, da vas je sigurno že kdaj nagovorila, srečala. Letos praznujemo, oziroma smo, 28. marca smo praznovali 500-letnico njenega rojstva, smo v njenem jubilejnem letu, bliža se tudi njen god 15. oktobra, oziroma eni pravijo, da je umrla 4. oktobra in da je bil takrat ravno prehod iz julijanskega na gregorijanski koledar in zato sta zabeležena dva datuma njene smrti. Veseli smo, da je danes naš gost magister Tomaž Šmid. Izvedeli smo, da je hispanist in nemcist. Magistriral je iz knjige Notranji grad, tega velikega klasičnega dela svete Terezije. Vidite, da Jezus v nadaljevanju nam bo danes tudi predstavil to njeno knjigo, ki je pri založbi Družina izšla leta 2003. Sama sem jo dobila za poročno darilo in jo zelo cenim. Letos smo tej knjigi dodali tudi film. Film je španski, mi smo mu dodali slovenske podnapise, zato da tudi Slovenci nekako na novo se povežemo s to svetnico. Če čisto nakratko še preletimo zgodovino reda pri nas na slovenskih tleh. Karmelska karizma je prisotna od leta 1650, ko so se na Kostanjevico pri Novi Gorici naselili prvi bratje, bosonogi karmeličani, so živeli v sožitju, Slovenci, Italijani in Nemci, so jih pa jožefinske reforme prav tako pregnale iz naše domovine leta 1785. Ženska veja, prvih 6 karmeličank pa je v Slovenijo prišlo k nam na selo pri Ljubljani, tukaj v Moste, leta 1889 in tukaj so bile vse do konca druge svetovne vojne, ko se jim je ravno na praznik male Terezije zgodilo, da so bile leta 1948 zgodilo, da so bile izgnane od tukaj, da so se bodisi morale najti zaposlitev, bodisi odšle v Gradec in Dunaj in tam živele naprej kot redovnice. V Slovenijo so se sestre vrnile šele leta 1967 in sicer so prišle v Mengeš, v eno gospodarsko kmečko poslopje in skoraj 20 let molile, da so si izmolile samostan, ki je potem bil postavljen v Sori. Leta 1986 je bil blagoslovljen in danes živi in deluje tam 17 sester in tudi danes smo z njimi povezani v duhu. Zdaj pa, preden vam, gospod Šmid, damo besedo, bi si res ogledali en delček tega filma, morda enih 15-20 minut, pa vas kar vabim k ogledu.